Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Povej mi ti. Petkov Extreme. Ja. Petkov Extreme. Petkov Extreme. Vdajamo o tem, kar so se v bistvu pogovarjala. Da je bilo o tem naredil oddajo. Ok. O tistem ljudstvu, o sentinelci, ki na unmo otoku živijo izolirani od ostalega sveta. Ja. Zaprav, To so tam, da povemo, kje je. Aha, ok. povem o tem, ja. Zaprav, sentinelci, to je ljudstvo, avtohtoni prebivalci otokov v Bengalskem zalivu, to je v Indiji. Zaprav, tam na stran, na desno stran. Ja, oni so se prav popolni, sami, izolirani od sveta. V bistvu so prostovoljno, lahko rečemo, da so izolirani in ne rabijo naše pomoči. Tako da prav ti sentinelci, oni ne bi bili tukaj na tem otoku, to je mehen otoček, že približno 60,000 let. In predvidevamo zato, tako, da ne bi bili eni prvih afriških ljudstv, ki so iz Afrike tam 60,000 let nazaj, ko je Sapiens začel hoditi okrog, da so bili eni prvih teh ljudstv in so še zmeraj nekako tam. Koliko jih pa je? Tudi do tega. Aha, ok. Ok, smo rekli, da oni ne bi bili, kolikor jih lahko preučujemo, ne bi bilo še edino pred neolitsko ljudstvo. Se pravi, ker še niso uporabljali, se pravi, kamen še uporabljajo, ni še kovinske dobe, ali kako železne dobe, tako naprej, čeprav uporabljajo nekaj malega. Pa tudi pridemo do tega. A je sploh železa, kaj tam, da ga lahko najdejo? Sej, dobijo ga na drugačen način. Ok, oni so, se pravi, so zaščiteni, se pravi, v smislu, da meni ne sme tja. Ker po eni strani res zaradi bolezni, zaradi vsega tega. Po drugi strani pa, če so že 60,000 let tam, ne rabijo naše pomoči, ne, da bi jo preživeli. Ja. Zdaj, kakor jih spet vidimo, so družba lovcev, nabiralcev, ribolov, ni nobenega dokaza o kmetovanju, se pravi, so res old school. Ok. Kaj vemo o njih? Da so zelo temne polti, da so nizki, 1,60 m približno, so zelo skodrani, kar je tudi kakšne te afriška ljudstva danes imajo te svedrčke. Tako da ja, zato se tudi sklepa, da so v bistvu potomci tistih prvih sapiensov, ki so šli ven iz Afrike. Koliko jih je, ne vemo točno, zato ker vse ta opazovanja so oddaleč. Okrog 30 samo še, čeprav spet Samo 30? Ja, čeprav ne moramo vedeti, zato ker vsakič, ki so štel, jih je bilo tam med 30 pa 50. Zdaj tukaj je ena zelo velika varirana številka, da jih je med 15 pa 500. Kar je zelo čudno, ampak računa se tam med 30 pa 50, da jih je samo še. Zdaj, kovine, ker tam ni kovine. Mislim, tako je, pač kaj pol, jaz sem mislil, da jih je več. Ja, ne, niti ne. Kaj pol, kaj se med zabo, a kaj? Ja, kaj pa? Zato, da tam mora biti zelo genetsko čudno. Ja, pa še nekaj cajta novega železa poštudira. Ne, tudi pol ko vidim, če se toliko meša, ali sploh lahko otrok pol na koncu nastane. Mislim, pač lahko si. No, lahko sem, ne vem. Glavnem, kovino, ki so prej prišel, pač na otoku je ni, tako da je ne uporabljajo. So pa sem slejko prej nekaj naplav na plažo, a ne? Kakšna stvar in na ta način so pol si pomagali s kakšnimi delci železa ali pa kovine ali pa nečesa. Ampak sej, imam glede naprej, kako so prišli do teh stvari. Glavnem, edino orožje, ki tako vidijo, so bile puščice pa loki, kakšne pač sulice ali kar temu rekel, kakšne skere improvizirane. No, svoj pač o njih, zdaj pa gremo. Tako bi rekel, da glede na to, da so izolirani, smo jih kar velikrat obiskali.
Ja. Ker tukaj imam pol napisan, kaj se je dogajalo tam. Ne. Okay. Ja, mim grede, se pravi, oni so zaščiteni strani indijske vlade, pa tudi sami poskrbijo, da so zaščiteni, da meni ne pride kaj. Glavno, prvič je bilo 1771, ko so sam šli, ena ladja, ki je upisovala ta otok. Ja. Takrat način so videli. 1867 je ena posadka zaradi monsuna mogla pristati na otoku in naslednji dan so jih napadli, sentinelci so jih napadli, ampak so se oni pol rešili, ker ni bila take panike. Okay. 1880 je bilo prvič prav načrtovano, da so Britanci šli na otok. Ja. Britanci so bili, veš, oni so ogromno sveta zauzemali in njihova politika je bila ta, da kamorkoli grejo, da morajo vzeti, ukradeti, ugrabiti, kakorkoli se tem reče, pač neke domačine, domorodce, zato da jih imajo, da jih vidijo, kakšni so. No, in to se je tudi tukaj zgodilo. Se pravi, ena skupina je prišla gor, čeprav so se te sentinelci skrili, ker so iskali po otoku, pa so sam najdeli, so kakšne kučice pa to, ampak vse je bilo prazno. Ne. So najdeli 6 ljudi, 2 starejši par, en starejši par pa 4 otroci, pa ko so jih odpeljali, sta stara 2 umrla. Ja. Zelo hitro, otroci pa tudi kazali, da so neki bolni in so jih zaradi tega pol nazaj na otok dali. Pa neka darila oziroma kokose, ful kokose pa banane pa tega so jim tam pustili. Ja, pa so bili kar v redu za Angleže. Ja, zgleda, ne vem, nisem pol toliko videl. Ja. 1896 ga je en kaznenc, ki je očitno pobegnil, je tja gor šel, so ga ubili. Dober. Ja. Pol 1904 je bila podobna zgodba, ko so eni ubežniki, ki so bežali pred Britanci, so tja gor šli. So vedeli so, Britanci in so šli oni pač za njimi, no, ko so kaj prišli, so videli, so vsi pobiti, so rekli, v redu, gremo mi domov. So spet poskrbeli. No, 1967 je bila pa prvič taka znanstvena ekspedicija z antropologi, da so šli prav gor, da bi jih probali preučiti, pa jih spet niso najdeli, zato so se spet vsi skrili. Videli so jih, ko so šli pred otoku, so jih videli, pa so vsi v gmajno zbežali, so šli pač, ta ekspedicija je šla dol po otoku, so najdeli kakor neko majhno naselje, pa so takrat se pol tudi videli, da imajo neke puščice, ker imajo tudi malo kovine gor pa to, se pravi, na ta način so pol ugotovili, da si znajo tudi pomagati na ta način. No, takrat jih pač niso najdeli, so šli. Leta 1974 so pa en dokumentarc snemali, pa so jih spet videli, oni so spet zbežali, so prišli na otok, so kokos pa banane, pa to so jim spet pustili tam na plaži, no in so jih oni napadli, enega so poškodovali, nobenega niso ubili, ampak tako. Okay. Zelo so bili tako agresivni, nasilni, valjda, pač to je njihov dom, bež stran. Kar povej. Ne, pač zanimivo mi je to, da dejansko so lahko tok cajta pač čist ločeni. Ali ne? Pa da jim je ratal to tok dolg časa biti. Vse da, ne. Zanimivo. Skupaj z naravo živijo, ne. Ta dobra zgodba. 1981 je ena trgovska ladja je nasedla ne na otoku, ampak tako 100 metrov severno od otoka, nekih čereh. In so takrat signal poslali, da so oni domačini, ne vem, s 3 čovni, da so že pred njimi šli, tako da so se mogli te gor na ladji neki brand, nekak, ampak ničem niso naredili, ampak ok, pol so jih rešili. Zanimivo je, da jim ni tako pač vidijo tako veliko ladjo, pač je, in nič jih ne zanima. Ja, so šli kje, so napadli jih. No, v glavnem, pol, ko so te šli, ne, da so mende te sentinejci dost stvari iz ladje pobrali, kot je železo pa kovine pa tako naprej. No, pa fula zgodba, ko pač to ladjo so pač mogli razstaviti, niso jo kar tam pustili, ne. Ja. In ki je to razstavljal, to ladjo, ne, za stare dele, je rekel, da v 18 mesecih, kolikor so bili tam, da so ne 3-4 na mesec te sentinejci prišli tja, da so vzeli kakšno kovino pa to, da so v tistem času, da so bili tako zelo
miroljubni en do drugega. Te so jim dali recimo neke banane ali pa kokos, pa kovine, so jim kaj drugega dali. Tako da so lepo da so trgovali med sabo. Ja. Ja. Polo 91. je bila spet ena znanstvena odprava, ki je bila na ženska Mahdumala neka. Zelo znana indijska antropologinja. Okay. Je bilo po bistvu najbližje, dejansko so en drugemu takole si podajali zadeve. Aha. Kar je bilo zelo, niso pričakovali, so mislili, da bodo bolj nasilni, ampak takrat so jih pač. So šli oni tudi naprej s cajtom. Očitno, malo bolj spoznali, ampak ne spet toliko. Indija je pol v začetku 2003, mislim, da je čisto prepovedala vse, ampak to še ne pomeni, da benga ni bilo tam. 2004, se pravi od leta 1991 do 2004 nekako ni bilo več teh ekspedicij, ali pa sploh Ben ni šel gledati, kaj se tam dogaja, ki so jih rekli, da jim jih primer pustiti. 2004 bil pa en tsunami, se spomniš, ki je bil v Indiji. Ja, vem, ja. No in so helikopter šel pogledati, kaj je, ne. Če so good, pa so videli, ja, da jim je tsunami dosta uničil, ampak ko je helikopter prišel, so ga začeli s puščicam napadati, tako da je pač on šel, se rekel, očitno so bili še zmer tam in je bil nas primer, ja. 2006 sta dva ribiča pomotoma, sta zaspala, pač noč je bila, sta zaspala v čovnu, pa jih je nanesel na otok, pa so jih ubili. Ja. No, zadnji incident je bil pa 2018. Okay. John Allen Chau, Američan, ki je hotel širiti vero med njih. Ni se glih dobro končalo, glavno. Če bi povedal, zakaj je šel. Ja, ilegalno je šel. Aha. In tudi tisti ribiči, ki so ga pelali, so bili pa nekaj obsojeni. Glavno, ne bi bil vsaj 3-krat. Ta prvič, ki je prišel, si nekaj hotel pogovarjati z njimi. Ja. Pa so bili tako malo bolj agresivni, pa je rekel, da je všel. Ta drugič, ki je prišel, to bi mu lahko znak bil. Ne? Ja. In je dal neko hrano, pa imel je Biblijo pri sebi. In en otrok, da je izpuščico v Biblijo, ja. Da je šla, ne? Ja. To bi bilo znak. Ja. Bej stran. Ja. No, v tretje je pa menda rekel, ker je unmo ribiču, je rekel, kar pejt, bom jaz tukaj vstal. No in zadnja stvar, ker je un ribič videl, je kako njegov truplo v gmajno vlečajo. Tako da, ja. Ja. Ne, kaj je pričakoval, da... Ja, ne vem, pač verjel je malo preveč v Boga, bi rekel. Ne, no, lik to, veš, toliko 10,000 let so že. Ja, tam je primerih pustno. Točno to. A če to je v bistvu zelo nekaj, kar ne bi hotel uničiti. Mislim, pač tako. Pač že zanimiv je zato, ker... Lej, da nekdo toliko cajta je tam, ja. Pa dejansko po moje edini narod na celem svetu, ki je že 60,000 let na enem mestu. Ja, verjetno. Čeprav so še drugi, mogoče naredimo dajo o drugih takih plemenih po svetu. Ki jih je kar nekaj. A res? Ja. No, vidiš. Tako da, mogoče. Koliko pa je velik ta otok? Par bližno. A veš, da, ne vem, lahko bi šlo pogooglati, ampak mislim, ne vem. Mislim, tako. Aha, tok. Ja. Okay. Ne, pač zaradi tega tako, veš pač... kvadratnih kilometrov, kar ja. Vem. Ja. Ja, cool. Ne vem. No, ja. V glavnem, ja. Tako je, to so ti sentinelci, ki se ne pustijo motiti, tako sami poskrbijo za to. In prav je tako. A misliš, da je kdaj kdo, ki ni napisan nikjer, da je šel? Ja, itak. Pa je ostal tam. Da je ostal tam. Da se je mogoče asimiliral, ja. Da so ga sprejeli. Ja. Ko pa veš, to bi bilo zanimivo. Ja. To bi bilo zanimivo. Ampak ne vemo. Nažalost, najbrž ne bomo zvedeli, ja. Niti nikoli. Tako je. To je zanimivo, veš ti. Oni imajo svojo kulturo, svoje verstvo, svojo politiko, svoje neke vojne, po moje, da so imeli. Ja. Oni so čisto ločeni od nas kot sveta. Ne. Mi ne vemo, kaj se to bilo. On bili lahko, ne vem, na Marsu bili lahko. Pa ne povedali mi, ali pa oni za nas. Ja. Dejansko, to je noro. Cool. Še kaj drugega imaš zapovedati?
Ne, je zanimivo o teh ljudeh poslušati takole. Mislim, sploh si predstavljati, da v današnjem času lahko živijo taki ljudje, tako da to je meni wow. Jaz sem kar prvošem. Mogoče tudi kar... Ja. Je tudi jaz. Okay. Tako da, toliko o tem. Hvala za ogled, lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde. Ajde, čau.